Dobrodošli v suplementariju filma Sence nad Haradom. Snemanje je bilo dolgo in na trenutke zelo naporno, zato hvala vsem, ki ste nas spremljali na tem potovanju. Od začetnih priprav in snemanja v Dobindolu do postprodukcije in izdaje filma. Hvala vsem, ki ste ustvarili naravnost fantastično vzdušje na premierah po Sloveniji in svetu. In hvala za vso navdušenje, zaradi katerega so Sence postale eden najbolj priljubljenih fantazijskih filmov vseh časov. Upamo, da vam bodo posnetki, ki sledijo, raztrli tančico skrivnosti ozadja nastanka tega filma in vas popeljali še globje v skrivnostni svet peska in krvi, v Harad. Bil je 4. november 2017, ko sem med raziskovanjem rokopisne zbirke Lorda Streathofa Polhograjskega ogledal nekaj neverjetnega. V svoji dolgi in plodni karieri preučevanja Tolkienovih del sem naletel že na marsikaj. Ampak, ko sem videl tiste prve črke, sem osupnil. Takoj sem prepoznal profesorjevo pisavo. Najprej smo seveda morali preveriti avtentičnost dela, za kar smo uporabili vse uveljavljene in neuveljavljene tehnike. Rezultati so potrdili moje domneve in ko smo naše odkritje predstavili javnosti, so Sence nad Haradom obnorele svet. Ja, bili smo navdušeni. Seveda ni šlo brez težav. Za scenarij se je zanimalo veliko playerjev, no. Med drugim so nas kontaktirali iz Disneyja, pa iz 20th Century Fox. In v igri so bile velike vsote, no. Ampak jaz sem prepričan, da zdaj, ko je vse skupaj za nami, ko lahko objektivno pogledamo na stvari, je prav, da je ta projekt ostal v naših rokah in ni prišlo do takšne katastrofe kot pri Hobbitu, no. Robert je opravil res fantastično delo, s tem, ko je Tolkienov izvirnik pretvoril v scenarij, ki je, bodimo pošteni, prejel res veliko mednarodnih priznanj. Dolge mesece sem kot avle koval mojstrovino. Ni bilo enostavno. Gre za zgodnje Tolkienovo delo, ki je, da je stvar še bolj zapletena, pisana v Sindarinu. Gre za tako imenovano Tolkienovo formirno obdobje in Sence nad Haradom so povsem spremenile naš pogled na to, kako je Tolkien ustvarjal jezike. Robert je z Gil-galad Studios nazadnje sodeloval kot scenarist kratkega filma Mortal Kombat z Gorjačani. Poznal je že našo predanost in pa profesionalno etiko, zato nam je v bistvu brez oklevanja zaupal svojo mojstrovino. Oboroženi z izvrstnim scenarijem in pa bogatimi izkušnjami iz preteklih filmskih projektov smo začeli s pripravami.